Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes je z nami poslanka magister Karmen Furman. Pozdravljeni, gospa Furman. Vi prihajate iz volilnega okraja Slovenska Bistrica. Tako je. Pa me zanima, kakšna je vaša povezava z vašim volilnim okrajem, pa kako sodelujete z vašimi lokalnimi sveti? Jaz sem tudi sama občinska svetnica v naši občini, tako da mislim, da je tu kar ena taka dobra povezava z to našo občino Slovenska Bistrica. Drugače pa se seveda trudim tudi vzpostaviti oziroma navezujem stike redne tudi z ostalimi 3 občinami, ki pač pokrivajo moj volilni okraj, torej občino Poljčane, Oplotnica in pa Makole. Navsezadnje tam sem tudi odprla svoje poslanske pisarne, tako da vsaj enkrat na mesec sem tudi v teh 3 občinah. To pa lepo slišati. Ja, menim, da je to prav tako. Navsezadnje kot poslanec moraš biti tista vez med svojim volilnim okrajem, med svojimi krajami in pa potem v Ljubljano, da se tako v eno kot v drugo smer prenašajo informacije in novice. Pa vas obiskujejo ljudje? Moram reči, da nekoliko več v Slovenski Bistrici, ker so pač verjetno bili navajeni iz stare prakse, ker smo prej tudi imeli poslanca in so nekako bolj navajeni, da je poslanska pisarna v Slovenski Bistrici. Zdaj v ostalih 3 občinah nekoliko manj, ampak vsaka nova praksa potem z časoma, jaz predvidevam, da se bo potem to boljše vpeljalo in da bo potem tudi bolj prisotni tudi v ostalih 3 občinah. Je pa odziv bil vsekakor pozitiven, ljudem je to všeč in jaz pa menim, da pa prav tako, ne. Hvala. Na kakšen način sodelujete z občani, krajani, vaščani? Saj ste rekli preko poslanske pisarne, ampak mogoče kakšno dobro prakso. Preko poslanskih pisarn, tako je, pa tudi v dogovoru z lokalnim časopisom. Imam enkrat na mesec svojo rubriko, kjer pač bralcem predstavim aktualno dogajanje v Državnem zboru, predvsem tisto, kar se tiče in je neposredno povezano z našimi kraji, tako da se lahko tudi v tem rednem lokalnem časopisu preberejo. Tudi z temi občinskimi glasili sem povezana, tako da tudi tam pripravljam svoje članke, tako da tisti, ki želijo, se resnično lahko informirajo o mojem delu. Imamo pa tudi potem kakšna takšna družabna srečanja, dogodke, kjer so seveda vsi povabljeni. Zelo sem aktivna tudi prek teh internetnih strani pa Facebooka in tako da jaz menim, da je kar osveščenost dobra. Super, hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? Ja, jaz na konec koncev menim, da odločitve so politične, ne glede na to, ali si ti v neki politični stranki ali pa se nekako na neki neodvisni listi, ne. Zdaj res je, da glede na to, kar se je zadnje čase dogajalo v politiki, mogoče s strani nekaterih posameznih akterjev, lahko rečem, da ima politika zelo negativni predznak, ampak zdaj neko, bom rekla, skrivanje za neko neodvisno listo se mi pa ne zdi najboljše, samo zaradi tega, ker je pri ljudeh to dosti bolj všečno, kot pa neka politična opcija. Jaz menim, da je pomembno tisto, kakšne so tvoje vrednote, stališča, ki jih zagovarjaš in potem dejansko tudi uresničuješ pri svojem delu, pa če je to politična stranka ali pa neodvisna lista. Hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede reprezentativnega, se pravi predstavniškega mandata, glede na 82. člen Ustave RS in glasovanju po prepričanju stranke? Je to za vas reprezentativni ali imperativni mandat? Se pravi, se vam zdi, da je vaš mandat volivcev, ki so vas izbrali, ali mandat stranke? Jaz mislim, da je vsekakor mandat volivcev. To pa zaradi tega, ker navsezadnje jaz sem v tej stranki zaradi tudi svojega osebnega prepričanja, ker zagovarja enaka stališča in vrednote, ki jih
na vse zadnje tudi sama živim in tudi ni bilo obljubljenega, saj ne z moje strani v volilni kampanji, volilcem ničesar takega, za kar se jaz sama ne bi tudi osebno zavzemala oziroma se bom še naprej zavzemala. Tako da ja, je ta reprezentativni oziroma, kot mu rečejo, svobodni mandat. Jaz menim, da v naši stranki vsekakor je. Nikoli ni noben problem zagovarjati svojih stališč in načel in vedno se dogovarjamo, kako in kaj pri sprejemanju odločitev. Hvala. Želite še karkoli sporočiti gledalcem? Seveda, jaz bi želela vsem vašim gledalcem povedati, da je še kako pomembno, da spremljajo politiko, da so kritični do odločitev in do dejanj. Na vse zadnja politika kroji naše življenje, če hočemo ali pa ne, vse od rojstva pa do takrat, ko se v bistvu poslovimo. In aktivna oziroma kroji usodo na vseh področjih našega življenja, tako da prav je, da jo spremljamo in da smo do tega kritični, da gremo na volitve in se potem odločimo na podlagi tega, kar so pač bila izvršena dejanja posameznih poslancev oziroma strank v preteklem mandatu. Najlepša hvala, spoštovana poslanka Karmen Furman, in hvala tudi vam, spoštovani gledalci, in nasvidenje v naslednjem intervjuju.